Zdravstveni dom Krško Bogatajev dan pripravlja v spomin na začetnika zdravstvene dejavnosti v Krškem Jožeta Bogataja. Tako kot vsako leto so tudi tokrat posebno pozornost namenili jubilantom. Sicer pa so se na letošnjem že 36. Bogatajevem dnevu posvetili aktualni strokovni temi. Vodja nujne medicinske pomoči v zdravstvenem domu Krško Jan Kurinčič je predstavil nedavno vključitev krške enote v dispečersko službo zdravstva. Gre za spremembo v tem, da dejansko se ekipa sedaj proži iz dispečerskega centra Maribor. To pomeni, da v primeru nujnih stanj pacienti pokličejo na številko 112, kjer dispečer oceni akutnost, nujnost stanja in glede na to proži potem naše ekipe. Na prireditvi, ki je potekala ravno na Mednarodni dan medicinskih sester, so počastili tudi njih in njihovo delo. Ta je letos potekal pod geslom Čas je, da se naše vloge zaveda tudi politika. Medicinske sestre in zdravstveni tehniki želijo namreč opozoriti, da je za krepitev zdravstvene nege in izboljšanje zdravja za vse treba vlagati tudi v kader. Zavedati se moramo, da so nove generacije pomembno drugačne, kot smo bili mi včasih, na nas pa je, da spodbudimo v njih tisto, kar je najbolj pomembno, sočutnost do sočloveka. Seveda je vezano tudi na politiko, zato tudi pod tem geslom, ker si vsi želimo, da bi bil ta poklic ne samo bolj cenjen, tudi bolj plačan. Tokratni Bogatajev dan je potekal v objektu, kjer bo s 1. septembrom zaživel Center za krepitev zdravja in v katerem trenutno že deluje zdravstveno-vzgojni center. S tem se bojo tudi vsebine preventivnih delavnic močno povečale, kar bo tudi dejansko zelo dobrodošlo za paciente, za sam življenjski slog ljudi. Velik poudarek bo na družinskih obravnavah debelosti in ostalih vsebinah, ki jih tudi zdaj na nek način podajamo. Poleg prostorskega je Fabjančič Pavličeva izpostavila še kadrovski primanjkljaj, s katerim se soočajo v zdravstvenem domu Krško. Težave imajo predvsem pri zaposlovanju deficitarnih poklicev na področju pediatrije, zobozdravstva ter družinske in urgentne medicine.